Tovarna avtomobilov Maribor ni bila le tovarna. Bila je simbol. Bila je Maribor. Tovarna je bila ustanovljena leta 1947, tik po drugi svetovni vojni, v času, ko je bila Jugoslavija odločena, da se bo dvignila iz pepela in stopila na pot industrializacije. Prva vozila, ki so jih v Mariboru izdelali, so bila vojna vozila, nato pa so proizvodnjo razširili na avtobuse, tovornjake, posebna transportna vozila in celo letališke vlečne traktorje. Tam je postal sinonim za zanesljivost, moč in trdo delo. Delavci so prihajali iz vseh koncev Slovenije in tudi širše. V zlatih časih je tam zaposloval več kot 8000 ljudi. Tovarna ni bila le delovno mesto, dobila je cel svet. Znotraj obratov so se spletale prijateljske in družinske vezi, med delovnimi stroji so rasle generacije, ki so tovarno dojemale kot nekaj svojega, skoraj svetega. Tamova vozila so vozila po vsej Jugoslaviji, od mestnih avtobusov v Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, do vojaških tovornjakov, ki so švigali po gorskih cestah. Avtobusi z značilno masko in napisom tam so postali del vsakdana mnogih ljudi, od vojakov do šolarjev. Tam je svoja vozila tudi izvažal v skoraj vse takratne neuvrščene države. A kot vse velike zgodbe, je tudi zgodba Tama doživela svoj padec. Po razpadu Jugoslavije in vstopu v kapitalistične vode 90-ih let, se je tam znašel v neugodnem položaju. Trgi so se skrčili, konkurenca je narasla, država pa ni več mogla ali hotela vzdrževati nekdanjih industrijskih velikanov. Leta 1996 je tam končno propadal. Njegova vrata so se zaprla, stroji so utihnili, dvorane so obmolknile. Ostali so le zarjaveli stroji in spomini. Za Mariborčane je bil to šok. Mesto, ki je desetletja temeljilo na industriji, je izgubilo enega svojih stebrov. Brezposelnost je poskočila, družine so bile prizadete, identiteta mesta je bila načeta. A kot zna Maribor, se je tudi iz te rane začela rojevati nova energija. Nekdanji prostori Tama so danes prizorišče novih priložnosti. V sklopu tezno-poslovne cone delujejo sodobna podjetja, tam se razvija visokotehnološki park, mladi podjetniki ustvarjajo prihodnost. Na pogorišču starega Tama nastaja nekaj novega. Spomin pa ostaja. Tam ni pozabljen. Še danes mnogi Mariborčani pripovedujejo zgodbe o življenju v tej tovarni, o svojih očetih, materah, dedkih in babicah, ki so tam delali, o ponosu, ki ga je prinašala značilna modra delovna obleka in vonj po olju in železu. Tam živi v ljudeh, ki so ga ustvarili. Naj tam ostane v spominu kot simbol nekega časa, ko je industrija gradila mesto in ko je človek s svojimi rokami premikal svet. Tam pod Pohorjem, kjer Drava teče, tam je stalo srce, ki večno peče. Tu te viole navijajo, stadion grmi, spomini ostajajo, čas ne vrni se nazaj. V teznem so stroji ropotali, tovornjaki, avtobusi, vsi so jih poznali, od Pionirja do Tamiča v vrsti. Mariborčani ponosni, delali zvesti, Drava šepeta zgodbe preteklosti, ob njenem bregu tovarna rasti. Reka in mesto, povezani v eno, zgodovina piše pesem, ki ni zamanjeno. Tam pod Pohorjem, kjer Drava teče, tam je stalo srce, ki večno peče. To te viole navijajo, stadion grmi, spomini ostajajo, čas ne vrni se nazaj. Toda še peta zgodbe preteklosti, ob njenem bregu tovarna rasti. Reka in mesto povezani v eno, zgodovina piše pesem, ki ni zamanjeno. Tam pod Pohorjem, kjer Drava teče, tam je stalo srce, ki večno peče. To te viole navijajo, stadion grmi, spomini ostajajo, čas ne vrni se nazaj. Te viole na jugu,
glasni in strastni, podpirajo Maribor vedno zvesti. Stadion Ljudski vrt, dom ponosa, vijolična barva, simbol našega glasa. Danes tama več ni, le spomini, a duh tovarne v mestu še živi. Vsak vijoličen dres, vsak navijaški krik je opomin, da tam ni bil le trik. Tam pod Pohorjem, kjer Drava teče, tam je stalo srce, ki večno peče. To te vijole navijajo, stadion grmi, spomini ostajajo, čas ne vrni se nazaj.